No, še enkrat dober dan. Živa je rekla, da lahko začnemo. Zdaj pa predno gremo k filmu. Sem jaz tako radovedna, ker v resnici nisem vedela, da je treba pri podnapisih na tak način spremljati, da se lovi ritem. Bom vse nekaj v zvezi s tem Domna vprašala, ampak še enkrat povem, ker ne vem, če ste bili vsi na začetku z nami, da predstavim današnjega gosta. To je Domen Kavčič, prevajalec iz japonščine in angleščine. Že dolga leta sodeluje tudi pri prevajanju filmov tako s Televizijo Slovenija kot s Kinoteko. In jaz pravzaprav, ko sem razmišljala skupaj živo, kdo bi bil lahko gost, sem seveda, glede na to, da je film nastal po zgodbah Harukija Murakamija, najprej pomislila na Domna Kavčiča, in sicer zato, ker je pred kratkim v eni naši novi zbirki Skratka, urednica je Darja Marinšek, izšel prevod Harukija Murakamija v prvi osebi ednine, in to je bila pravzaprav ena taka spontana pomisel. In ko sva mu pisali, živo, je potem Domen kar takoj odgovoril, da najverjetneje bo za Animateko ta film prevajal prav on. No? In tako je bilo to en tak splet naključij, ampak zdaj predno gremo k filmu, Domen. No, že prej sem povedala, da je izjemen prevajalec, da je za prevod dobil že tudi nagrado leta 2018 Društva filmskih prevajalcev, kar je kar velika reč, tako da čestitam in skratka, to je, tako da sem zelo vesela, da si danes z nami ti. Midva sva se pol vmes spoznala in sva se odločila, da se kar tikava. Zdaj pa, pejva najprej k tem podnapisom. Povej mogoče tako izkušnjo tega, pa tudi kako je to danes šlo. Jaz recimo sem zelo natančno sledila podnapisom in se mi je zdelo, da je šlo odlično. No, kako je bilo? Ja, lep pozdrav. Moram biti bližje? Mogoče daš malo bližje, jaz sem bolj glasna. Lep pozdrav. Ja, zdaj sem prišel zdaj glih kar gor iz prevajalske kabine, kot temu rečemo, to je tam za tistim okenčkom čistam desno zgorej. To izgleda tako, da jaz sedim za računalnikom, podnapise sem že prej prevedel, dobil sem film v obliki, se da na računalniku pogledati, in potem imamo tak software program, v katerem naredimo in obliko podnapisov, se pravi, da se lepo berejo na platnu. In zdaj v novejšem času tudi naredimo tako imenovano časovno kodo, se pravi čas, ko gre podnapis na platno in ko zgine s platna. Če je vse idealno, če je posnetek, ki ga dobimo, tak, ko se bo potem kasneje predvajal na platnu, potem načeloma nima kaj iti narobe. Zdaj, včasih, prej, ko so se filmi še bolj predvajali z filmskih trakov, pred temi digitalnimi verzijami, pa za te filme, ki so se predvajali recimo enkrat ali pa dvakrat na kakšnih festivalih ali pa v Kinoteki, nismo delali časovnih kod, tudi se še ni dalo, software še ni bil tak, smo pa naredili samo podnapise oblikovali, se pravi po 2 vrstici in tako s presledki vmes. Jih je bilo pa treba potem v živo potitlati, mi rečemo potitlati, podnasloviti. To je pa izgledalo isto, sedeli smo tam za računalnikom v kabini, poleg operaterja, tistega, ki projicira film, in je bilo treba vsakič pritisniti na tipko računalnika, ko gre titel noter, podnapis noter in potem za ven. Se pravi, takrat je pa, to se še zdaj včasih dela, ne naredimo vedno časovnih kod, tudi nimamo vedno te možnosti. Se pravi, takrat je pa treba zelo pozorno spremljati cel film, in tudi imeti dobro recimo motoriko v prstu, to gre res hitro. Če ima film recimo ta imel 1200 skoraj podnapisov, je treba 1900 krat dvakrat, se pravi 2400 krat zelo natančno pritisniti, ob natančnem trenutku pritisniti na tipko. Ampak Domen, je to en tak poseben poklic ali to običajno delajo prevajalci? Ni tako običajen poklic, tudi redki, mislim, kinoprevajalci je še manj kot televizijskih recimo, televizijski tega ne delajo. Tisti kinoprevajalci, ki smo pa vajeni recimo dela na festivalih, pa to zelo pogosto delamo.
No, vidite, pa jaz sem se nekaj novega naučila, ne? Do zdaj tega nisem vedela, da gre to na tak način. Dobro, Doma, zdaj pa vseeno mogoče greva nazaj k filmu, a ne? Slepa vrba, speča ženska, Pierra Foldesa. Film je bil prvič predvajan leto 2022, a ne, prejel je že kar nekaj nagrad na različnih festivalih, tudi zelo veliko nominacij. Jaz sem pač seveda avtorja nisem poznala, ampak zdaj, ko sem malo več o njemu brala, on je tak izkušen skladatelj filmov in pravzaprav tudi zelo naklonjen Harukiju Murakamiju, tako se je tudi odločil, a ne, da naredi ta svoj prvi celovečerni animirani film. Ampak predno greva k filmu, me zanima, kako si ga ti doživel, predvsem ne zdaj kot prevajalec, ampak kot gledalec. Ja, v bistvu pač zanimivo se je izšlo to, a ne, jaz sem tudi prevedel v knjižni obliki iz japonščine dve zbirki Murakamijevih zgodb, od teh dveh je ta film črpal iz ene, in sicer to je tale... Vsi božji otroci. Ja, Vsi božji otroci plešejo, ta je šla lani, mislim, da pri Cankarjevi založbi v modernih klasikih. Tako da v bistvu me je zanimalo, ne, kako se bo to poklapalo s tem, kar sem jaz že... Aha, zdaj se to spreminja malo glasnost. Je v redu, a slište, Domna? Ja, v redu je. V bistvu mi je bilo zelo zanimivo videti, ne, da je zelo zvesto sledil ta režiser zgodbam, tudi zelo film temelji na dialogih. A ne. Zlasti mi je bilo pa potem zaradi tega zanimivo videti kakšno interpretacijo, ki je mogoče ni v knjigi ali pa ki je pač avtor filma na podlagi dialogov si zamislil. Ne. Recimo, no, mogoče, če najprej malo podrobneje povem o tej zbirki, a ne, Vsi božji otroci plešejo, to je Murakamijeva zbirka, ki jo je napisal prav pač navdih za to je bil ta strašni potres v Kobeju leta 1995. Kobe je mesto, v katerem je Haruki Murakami odrasel. In je prav zaradi te katastrofe, takrat je umrlo več tisoč ljudi, in potem par mesecev za tem potresom se je zgodil še ta teroristični napad s plinom sarinom v tokijski podzemni železnici. In ta dva incidenta sta zelo v bistvu takrat vplivala na celotno, bi rekel, dušo japonskega naroda. Ne. Dojemali so to kot zelo veliko katastrofo, ampak hkrati tudi priložnost za nekako, da stopijo skupaj in da državo obnovijo. Ne. No, Murakami se je predtem mudil več let v ZDA, v Ameriki, kot predavatelj, in ravno ta dva dogodka sta ga potem spodbudila, da pride nazaj v domovino. A ne. In spopadel se je on s to, se pravi, omenil sem, da je to bilo tudi njegovo mesto, kjer je odraščal Kobe, tam se smo videli, kako pač veliko uničenja je bilo tega mesta. A ne. Kako se je on spopadel s to travmo na nek način, je bila ravno ta zgodba. A ne. Vsi božji otroci plešejo. Iz te zbirke je ta zgodba o Žabcu, govorečem, in pa s tem uslužbencem tiste banke, ki potem gre na Hokkaido in tam tja nese tisto škatlo. Ne. Je pa, ja, avtor filma je pa pač prepletel še več drugih, v bistvu združuje par likov, tudi iz zbirke, ki je v slovenščini ima naslov Slon izginja, to je tale, pri Mladinski knjigi je šla že kar nekaj časa nazaj, ta je pa prevodil Aleksandra Mrmala. Ja, to je v bistvu prva zbirka kratkih zgodb, ki smo jo dobili v slovenščini od Harukija Murakamija. Kot si pa omenila, je pa pač tretja, je pa šla letos. Iz te ni pa nobena zgodba. Iz te pa ni nobena zgodba. Ja, zanimivo je, kako je zanimivo mi je bilo, kako je ta avtor prepletel, pač združuje pač več likov v en lik, ki ga vidimo v filmu. A ne.
se mi je zdelo dosti posrečeno, našel neke skupne točke, a ne, v več likih iz Murakami zgodb in potem jih je naredil prepričljiv nek lik, ki smo ga videli na filmu. Mogoče tudi to, ja, verjetno mu je tudi uspelo, ker v bistvu vse Murakami v zgodbe preveva neko podobno občutje, bi rekel, no. Taka neka melanholija, ne, verjetno ste začutili pač tudi glasba, kot si jo že omenila, je zelo dobro podčrtala, se mi zdi, to občutje, ne, neka taka zasanjanost, tako na pol sanjsko, na pol realno občutje, ne veš točno, kje si, tudi pač stvari, ki se dogajajo, bi se lahko zgodile in v sanjah in v realnosti, ne, tako da v bistvu to je neka značilna poteza Murakamijeve zgodb, ne. Njegovih zgodb nasploh in tudi ta na nek način ene vrste melanholija oziroma ene vrste, kako se počasi zaziraš vase oziroma v te like oziroma skozi te njegove književne junake v te like. In zanimivo je to, da ko sem jaz pač prvič gledala film, ne, kako je to tako prepletel v eno tako zgodbo, da teče pravzaprav, da se ves čas tudi ti izgubljaš v te sanjske svetove in na en način pol iščeš, ne, kam se bo to zapeljalo. Ne. In ta kombinacija se mi zdi, da je režiserju res odlično uspela, seveda tudi s pomočjo glasbe. Glasba se mi je zdela meni res tako zelo močna in tudi na nek način, zdaj jaz se na animirane filme ne spoznam, ne vem kako tako strokovno dobro, ampak z vsemi temi scenami, s temi prepleti, ne, s temi sanjskimi podobami, mislim sanjskimi ali pa magičnimi, ves čas, ne, se nekako greš v neke notranje svetove, pa se spet greš v to, kar se je dogajalo, ne, pač po potresu. Zdaj pa mogoče kar vas najprej povabim, da še kdo od vas kaj pove, kako je doživel film, komentira ali pa kar vpraša Domna kaj. Izvoli, Majda. Hvala. Živijo. Japonski, angleški dialogi, prevajalski komentar. Kakšna je bila razlika? Jaz moram reči, da je bilo toliko zvesto narejeno, ne, po dialogih v knjigi, da sem si sposojil pri tem prevodu tudi kakšne pač besede, recimo iz mojega prevoda iz japonščine, tako da bilo je precej podobno, no. Sem se pa seveda mogel pri tem prevodu držati angleškega teksta, ker ne morem pa spet, če bi bilo nekaj zelo različno, ne bi bil prepričljiv prevod, če bi jaz v bistvu iz knjige ga prepisal, ne. Ker so pa le neko, mogoče kdaj sem pa kaj, kakšno različno občutje, kakšne besede, kakšnega stavka, ja, v tem smislu, no. Ne vem, ali sem odgovoril na vprašanje. Še? Še kdo kaj komentiral film? Kako se vam je zdel? Izvolite. Ja, jaz moram najprej priznati, da nobenega Murakamijevega dela še nisem prebral, ne? Ampak zdaj bom šel brati. Tako da je zelo lep film, tako kot vsako leto ste nas vedno lepo presenetili s temi animiranimi filmi. Zdaj, če potegnem sporednico s prejšnjimi leti, gre vedno za neke melanholične zgodbe, a ne? Zdaj, jaz tudi nisem specialist za film, ampak zdi se mi, da to zgodbo ali pa te zgodbe ne moreš drugače povedati, kot z animiranim filmom. Ker je čisto druga pač pripoved, drugače je naracija, osredotočen si na sliko, a ne, ki je lahko poetična in ti zbuja 1001, na primer, prispodobo. Tako da zelo lep film. Ne. Znova lahko rečem, da je izbor tukaj vedno odličen, ne, da hvala Bogu, da imamo tole animateko in da tudi sem vesel, ne, bi pa vprašal, ker je za japonščino, a ne, to je tako oddaljen jezik, ne.
mi o tem res nimamo pojma. Ne. Čeprav moram reči, da sem jaz v študentskih letih se zelo navduševal nad tem, pa sem potem opustil vsako upanje, ampak ker je tako daleč. Ne. Kako je to, naprimer, nekemu slovensko govorečemu, ne, prevajalcu prevajati to poetiko tega japonskega jezika, ne, iz pismenk v besede. Hvala, Domen. Težko. Ja, zdaj omenili ste pismenke, a ne? Pač gre za to, v redu, vse je pisava, je drugačna, popolnoma pač drugačna, ne? To je jasno, ampak še vedno ti to pisavo prebereš in jo predelaš v pomen, ne? V glavi pač iz oči jo vidijo in jo predelajo v pomen, ne? Se pravi, ti potem izhajaš iz pomena, res pa je pač pri prevajanju, a ne? Jaz moram pač slovenski stavek napisati po pomenu, ampak ne samo po pomenu, občutju, a ne? Se to ste rekli, a ne? Težko je v tem smislu, ker mi nekako skladnja ali pa pač stavek, kot je napisano v japonščini, ne omogoča neke trdne osnove. Ne morem besedo za besedo prevajati, ne, ker je res toliko različno od besednega reda do vsega, kako je pač stavek skupaj postavljen, ne. Tako da se v bistvu v glavi mora sestaviti, premešati in sestaviti v lep slovenski stavek, ne, ki ima kolikor se da podobno občutje, ker skladensko, se pravi pač besedno, a ne, na tej ravni ne bo praktično nič podoben, a ne. Tako da to je v bistvu največja težava prevajanja iz japonščine, da je treba popolnoma v bistvu predelati, a ne, v tem smislu, kako se besede sestavljene v stavku, a ne. Domen, vi ste bili eno leto tudi v Tokiu na izpolnjevanju. A je to recimo pripomoglo, pomagalo, da ste pravzaprav eno leto se tam živel in se izobraževal? Zagotovo, ja. Brez tega jaz ne vidim možnosti, ker pač eno je, kaj se naučiš iz učbenikov, a ne, v šoli, drugo je pa ta živa raba jezika, a ne, ker če ne vidiš, kako dejansko se uporablja neka beseda, nek stavek, nek izraz v dejanski rabi, da vidiš, kako je pač, kaj pomeni v bistvu za občutenje tega izraza, ne moreš uspešno prevajati. In tudi res je, da v Sloveniji nimamo prav veliko števila, ne, prevajalcev iz japonščine, tako da je pravzaprav to kar težava, ne, vsi ste zelo zasedeni in tudi, ne, mogoče bi par besed vendarle, ker jaz seveda sem brala kar nekaj knjig od Harukija Murakamija, še zdaleč ne vseh, a ne. Zdaj sem ravno zaradi tega filma prebrala še obe te dve knjigi, a ne, prej jih nisem, ampak prva knjiga je bila pravzaprav prevedena v slovenščino Ljubi moj sputnik iz angleškega jezika, a ne, ampak res skoraj, da vse njegove knjige imamo že, ampak veliko, zelo veliko jih imamo, zato ker je v Sloveniji zelo priljubljen. Mogoče par besed vendarle ti v Harukiju Murakamiju poveš, ker ga mnogo bolje poznaš, a ne, kakor jaz. Jaz ga poznam po nekaj knjigah, a ne. No, ja, res je, kot si rekla, v zadnjem času imamo imamo večino njegovih izdaj, leposlovje predvsem, ne. Drugače on piše tudi eseje, pa ja, no, recimo. Pač od neleposlovja nimamo toliko, imamo samo knjigo o teku, se mi zdi, zaenkrat. Zdaj, v zadnjih letih izdaja, recimo, da izda eno zbirko kratkih zgodb, potem en roman, pa spet tako naprej, tak nek cikl, se mi zdi. Se pravi, ta zbirka v prvi osebi Ednine, ki je šla letos v slovenščini, je šla leta, mislim, da 20 na Japonskem. Če se ne motam. Ravno letos spomladi je izdal svoj nov roman, za katerega se že malo pogovarjamo, no, z mladinsko knjigo. Sicer je pa debitiral leta 1979 z enim krajšim romanom, ki ga nimamo v slovenščini.
Ja, in pač od tega svojega debija je vedno pač nekako pisal in kratke zgodbe in pač daljša prozna dela, romane in tako naprej, ne. Ta popularnost. Na Japonskem so se vedno kresala mnenja o tem, ne, o pač vrednosti njegove literature, ne. In tudi v Evropi in v Ameriki se mi zdi, da ni takoj pač prišel na neko pač zeleno vejo, ne. Čeprav je pa zdaj med najbolj prevajanimi japonskimi pisatelji po vsem svetu, ne? Po vsem svetu, v Sloveniji je pravzaprav najbolj prevajan japonski pisatelj sodobni, ne. V svetu pač tudi pač vse njegove knjige so praktično, stoji se v vrstah pred knjigarnami, tako na Japonskem kot v tujini, ko izide kakšna njegova nova knjiga. Tako da, ja, jaz sem se sam večkrat spraševal tudi o tej njegovi priljubljenosti, ne, kaj je tisto, kar ga dela tako priljubljenega. Moram reči, meni osebno je prevajalski zelo velik izziv, čist povsem pa me ne zadene, čisto osebno, ne, v srce. Ampak, ja, zaradi tega sem se tudi spraševal, ne, in pač skušal sem prebrati, priti do tega, zakaj toliko ljudi se najde v sebi, se najde sebe v njem, ne. Mislim, da gre za ravno to neko iskanje pač čudnega, nenavadnega v vsakdanjem, ne. Neka tako dvojnost vedno občutimo. Zdi se, da na prvi pogled opisuje neke vsakdanje stvari z dokaj preprostimi stavki, ne. Potem pa vidimo, da ni vse tako, kot se zdi, ne. Saj to je tudi neka tema, ki se vleče tudi mogoče skozi ta film. Ja. Hkrati pa se zdi, da nikoli ne razlaga tega, ne. On ne trdi, da ima odgovor, a ne. Nakazuje neke možnosti, tudi nikoli recimo ne uči, ne pridiga nič od tega, ne. Je pač, to je tudi izvira iz tega, kako on piše, če beremo kakšne njegove intervjuje, a ne. On piše iz sebe, oziroma hkrati, ko on piše roman, se mu zdi, da roman piše njega, ne. Tako se pravi, neka vzajemnost, pa neka, ne bi rekel avtomatizem, ampak vre nekje samo od sebe iz njega, ne. Tako da večkrat tudi, če boste njega vprašali, kaj je mislil s tem, ali pa ne, bo rekel, da je to pač prišlo iz njega, da je to ta lik, ki v njegovem delu to reče, je hotel to reči. To mu je narekovalo. Da je sam lik bil tisti, ne, sam lik je hotel to reči, da on ne ve, zakaj je to napisal, ne. Ja. Tako da mogoče, ja. Pa tudi mogoče je to, ne, da tako podobno, kot pri tem filmu, ne, da ne gre za posamezne detajle, ampak gre za celoto, pa za en tak občutek, ne, ki te potem na nek način spremlja dlje časa, ne samo sam jezik ali pa sama zgodba, ampak nekaj ostane, ne. Je pa res, ne, da pri nas, ne, so res te knjige tako kar priljubljene in meni se potem včasih zdela, ne, da kot da je tako za bolj mlade, ne, ko še tako iščejo ali pa raziskujejo sploh, kje sem. Je pa zanimivo, ne, zdaj, ko sem brala o tem filmu, je režisera, ne, Pierre Foldes rekel, da ga je pravzaprav popolnoma očaral njegov slog, ne. Ravno zaradi tega, da kako se to nadnaravno ali pa umišljeno ali pa neresnično in resnično staplata. In kako povzroči, da potem te spodbudi k temu, da ne gledaš tega, kar je na površju, ampak da začneš raziskovati, kje se je te posedelo. To se mi je zdelo zelo zanimivo. In še našla sem en citat, ki se mi je zdel pa zanimiv, glede na citat Sanga Harukija Murakamiya, ki je rekel, kakšna je razlika med pisanjem romanov in kratkih zgodb, in je tam omenil, da je to pri romanih, kako je to bolj garaško
delo, da pač je treba zasaditi cel gozd, pri teh kratkih zgodbah pa pravzaprav kot da bi obdeloval svoj vrt, a ne. In da je na nek način mu to pisanje kratkih zgodb zelo ljubo, no. No, zdaj pa, če greva spet malo k filmu, se mi zdi pa ta preplet teh 6 zgodb v tem filmu res zanimiv v tem smislu, kako vendarle vse skupaj spravi v eno zgodbo, a ne, kako to poveže in kako potem te liki zaživijo pred nami. In hkrati velikokrat tudi v njegovih knjigah je človek nekako vsak sam zase, a ne, na nek način ne tako zelo povezan v neke odnose ali pa tako. In to se mi zdi, da je v tem filmu tako precej poetično prikazano, no. Pa še po tej katastrofi, ne, potresni. Kako si ti to videl? Ja, recimo, čisto konkretno, ne, ta dva lika, ki v filmu delata skupaj v isti banki, Ja, ta mlad moški pa ta izterjevalec, ja. Oba njiju najdemo v tele zbirki, a ne, in tukaj nista povezana, a ne, med sabo ne delata v isti firmi, sta pa nedvomno v istem univerzumu, a ne, se pravi, v istem svetu se dogaja. Čakaj, vprosti, kaj si mi vprašal? Ja. Ne, sej, prav to, a ne, kako je to, kako se ti zdi, kako so se povezale te zgodbe v eno celoto, a ne, v filmu? Ja, meni se zdaj, ja, prepričljiv preplet glih zaradi tega skupnega občutja, a ne, neke, ne vem, videti je kakor, da gre vedno za neke spomine iz preteklosti in kako v bistvu so zaznamovali ta lik v sedanjosti, a ne. Ja, meni je bilo še to zanimivo, to, kar ste vi rekli, a ne, da je toliko ene take, tudi ene lepote, recimo ta moder maček, a ne. Dobro, zdaj ta žabon je sploh en tak zanimiv lik, a ne, ampak kako ves čas se spuščamo v te sanje, a ne, tudi recimo te sanje tega gospoda izterjevalca in ko se že na začetku, a ne, ko leti s tem deževnikom, ne, in potem s to mačko, ki ves čas, a ne, nas spremlja, se pol na koncu že kar pričakuješ, kje se bo zdaj ta mačka pač pojavila, ne, takrat, ko se začne ti zvok, že veš, da je, najprej sicer misliš, da je res pred vrati, a ne. Tako, ja, oprosti, ja, glih to na koncu, ne, ja. Ta moment, ko se mačka znajde tam v kovčku, ne, jaz mislim, da je to dodatek avtorja filma, ne. Ja. Se mi zdi, kakor da je hotel mogoče obrniti malo v humorno smer, čist na koncu, da ne bi film izpadel preveč, mogoče malo turobno, ja, neka taka moreča atmosfera. Tudi z glasbo mislim, da je to nekako obrnil. Ja, se mi zdi, da je to bi en moment njegove interpretacije, ja. Sicer mi je bilo pa všeč tudi recimo, kar recimo v knjigi sami ni, a ne, o tem deževniku, ne, ta zgodba. Ta interpretacija, kaj povzroči bes tega deževnika, a ne. Vidimo, da pač sicer iz knjige zvemo, da on stalno neke tresljaje sprejema vase, ki jih potem pretvori v bes, a ne. Ja. Ali v srd, kakorkoli. V knjigi ni povedano, kaj točno ne bi to bilo, tle smo pa videla, ne. Jaz mislim, da je to bil komentar, a ne, recimo na okoljske teme, no, na uničevanje recimo zemlje, ne. Lahko si pa še kaj drugega zraven misliš, tudi načina, ne, neoliberalizma in vse to bi lahko še na nek način dodal odnosa, ne, teh vodij v tej banki, odnosa do starosti, a ne, ta, do odpuščanja, skratka, tudi so taki presenetljivi zasuki, a ne, ki ne pričakuješ, da bo on povišen, ampak da bo upokojen oziroma odpuščen. Pa tudi, kakšen je odnos, se pravi, tega mladega moškega, ko se odloči, a ne, da bo zapustil to službo, ne, da bo sprejel tisto ponudbo, da preprosto gre in poišče nekaj drugega, ne. Ja, to se mi zdi, da so taki momenti, recimo, ja, dodani, interpretirani, ki jih ne najdemo pač v sami knjigi in to, meni osebno je bilo to bolj zanimivo, a ne.
Ker sicer sem rekel, a ne, ti dialogi so dost posneti iz knjige, a ne, te interpretacije pa pač tega, kar ne najdemo v knjigi, se mi je zdelo pa zelo prepričljivo. No. A bi kdo od vas še kaj vprašal Domna? Majda, kar izvoli. Ja, sem jaz na vrsti. Glede sloga, ne, se mi zdi res treba bolj poudariti, kako je njegov pisateljski slog pravzaprav kompozicija. Ne. Sploh v nekaterih velikih romanih sem jaz videla res tako mrežo, če bi se bolj razumela na glasbo, bi lahko opredelila celo, a ne, a gre za, ne vem, simfonijo, sonato, kaj takega. Ne, in se verjetno, ne vem, a je to v pomoč, recimo tudi pri prevajanju, da se ne samo slog, tudi jezik nekako temu prilagaja, prepleta. Nekako, ja, mislim, glasba definitivno igra ogromno vlogo v pripovedništvu, a ne, Murakamijevem. Zelo konkretno, a ne, pove pač, recimo v tej zbirki prvi osebi ednine imamo celo pač več zgodb naslovljenih po nekem glasbenem delu in tako naprej, ne. Zdaj, jaz ne bi mogel reči, da recimo tiste zgodbe, ki se nanašajo na jazz, da so bolj... Tle omenjen celo Charlie Parker, a ne? Ja, recimo, ne. Mislim, vemo, da je Murakami, preden je postal pisatelj, je bil lastnik jazz kluba, ne. Zdaj, jaz bi težko rekel, je njegova proza, če je to nekaka preslikava, ne, tista proza, ki se nanaša na jazz, da je bolj jazzovska tudi proza sama, ali tista, ki se nanaša na klasiko, bolj klasična. Mislim, vsekakor, ja, malo sem se izgubil. Ne, sej, mene še nekaj zanima, sem mislila, Majda, da bo že ti tudi vprašala, ker kako ti doživljaš to razliko, recimo eno, tukaj si celo rekel, a ne, si se naslovno potem, a ne, tudi na dialoge, a ne, šel gledati, a ne, v knjigo, ampak kakšna je razlika recimo prevajanja literature, knjig, ali pa potem pri filmu, a ne, kakšna je to razlika? Kako ti to vidiš? Ja, ker mislim, da je kar velika, je razlika, ja, definitivno čisto drugačna tehnika, recimo podnapisi morajo biti zgoščeni, a ne, se pravi, z manj besedami je treba povedati več. Zelo jedrnato vse, a ne, pač nimaš toliko svobode izražanja, kolikor imaš v literarnem prevajanju se skušaš čim bolj držati, a ne, tega, kar piše. Tukaj moraš počasih mačken pokrajšati, a ne, tudi gre za to, koliko časa je lahko en podnapis na platnu, a ne sme biti več kot 7 sekund, mora biti vsaj 2 sekundi. Tukaj je šlo mogoče malo hitreje, ker bo zelo veliko dialoga. Preveč seveda ne smeš okrniti, da se ne okrne pomen, a ne. Potem, ja, včasih je tudi predvsem, ja, včasih je treba dobro je poudariti slog, a ne. Če je kakšna posebnost sloga, če lik govori na en način, je treba te elemente sloga poudariti in tako naprej. Tako da jaz rad delam oboje, no, ker gre za pač v bistvu je skoraj nekakšen počitek, če se iz knjige vrnem na film ali pa obratno. In obratno. Preveč seveda ne, ampak mačken pa je pač zamenjava. Da greš en malo drugačen. Kakor da greš malo na zrak, ne. Ja, razumem. A bi še kdo kaj vprašal? Izvolite, gospa. Hvala. Aha. Ja, tisto, kar vidite na platnu, to so recimo kakšni te filmi v redni distribuciji, se pravi je več projekcij, a ne, in se tisti filmi posnamejo direkt na kopijo filma, temu rečemo tako, a ne. Tukaj, konkretno ta film se bo predvajal samo 2-krat na tem festivalu, a ne, pač v Sloveniji in so se podnapisi projicirali posebej z projektorja prav za podnapise. In ta projektor, prosim?
Ja, v živo so se predvajali podnapisi hkrati s filmom. Ne? In zato sem bil v bistvu jaz med filmom gor in nadziral, ali se podnapisi ujemajo s filmom, kar včasih lahko In to gre je kaj verjetno narobe. prav na festivalih, je to verjetno bolj Na festivalih je to bolj način, običajno. Ja. Se pravi, film se predvaja na posebnem projektorju, podnapisi na posebnem. Ja, sicer običajni distribuciji filma se pa iz enega projektorja. Ja, zdaj bom še mal firpcev, ker je gospa začela tehnično temo. Kolikokrat ste pa mogli danes poseči v to, da je sekvence so prav tekle, prevoda in tako naprej, ali je bilo vse tako dobro narejeno, ker moram reči, da meni osebno je ta način bližje, ker lahko poslušam originalen tekst, pa potem pa preberem, če mi slučajno me zanima, kako bo pa to prevedeno. In je ritem veliko boljši tukaj zaslediti, kot pa tisto, ko stoji podnapis, in se potem včasih boriš s tem, da boš prebral vso tisto mlatovščino, ko te še jezi, kako je prevedeno, ker špiš nekje in je potem bolj moten ogled, kot pa je bil danes. Tako da še enkrat čestitke, zelo dobro. Hvala. Jaz sem se pa, pravzaprav sem se bal, da bojo mogoče prehitri, da bojo šli, da ne boste uspeli vseh prebrati, tako bi rekel. Gre za to, da so različni standardi tudi. Recimo RTV Slovenija ima zelo strog standard, koliko časa mora biti pač ta podnapis gor. In tam v bistvu je treba čim bolj združevati. Ne sme biti nikoli dlje kot 7 sekund, ker recimo, to so bile neke meritve narejene, 7 sekund je tisti čas, po katerem se vrneš in še enkrat bereš isti podnapis. To ni zaželeno. Tako da tukaj so šli malo hitreje, ker pač ni bila čisto idealna situacija. V idealnem primeru bi jaz dobil posnetek, ki bi lahko ga jaz v računalniški softver vnesel, se pravi, da bi imel film na računalniku. Včasih vsi distributerji pa za te festivale ne dajo take kopije. Sem imel kopijo na ogled pretočno, lahko sem si jo ogledal na internetu, hkrati sem pa dobil časovne kode podnapisov v angleškem jeziku. In jaz sem v bistvu pač glede na te kode, ki so bile mi že dane, vnašal slovenski prevod, pa potem mačkem prilagajal, mačkem združeval, da bo pač lažje berljivo. Tako da ja, treba se vsakič posebej prilagajati. Danes sem imel pa, sem bil zadovoljen, da so se kode, da sem imel dosti dobro narejeno že doma pač kodo za prevod, tako da mi ni treba toliko posegati. Skoraj nič. Bi še kdo kaj vprašal? Zdaj počasi se približujemo k koncu. Jaz sem pravzaprav tako res doma prav vesela, ker sem jaz danes prav veliko zvedela v zvezi s temi podnapisi, kako to gre. In hkrati me tudi tako preveva eno tako, sem kar vesela, da smo si lahko ogledali ta film, če pomislimo, da bosta 2 projekciji v Sloveniji, ker v bistvu je tako, kot ste vi rekli, je lep film in tudi mislim, da nam bo kar odzvanjal, da ti spodbudi eno tako razmišljanje, kaj vse je bilo pravzaprav v tem filmu, da bo še malo za nami prihajal, tak občutek imam. Tako da jaz se Domen res zahvaljujem za odličen prevod, za to, da si bil danes z nami, da smo lahko pokukali v ene kotičke, za katere recimo vsaj jaz nisem vedela, in tudi vam, da ste prišli in se vidimo naslednjič. Hvala lepa. Hvala lepa.